Potekal je dvoboj med Celjem in Krškim, prva tekma v 15. krogu Prve lige Telekom Slovenije. Krčani so med tednom gostovali pri Domžalah, še drugič izgubili z 2-1 in na koncu izpadli iz pokalnega tekmovanja. Tokrat pa so Celjani imeli tekmo, ki so imeli teden dni za pripravo na nogometaše iz Krškega. Prva akcija tekme za goste, ki so izjemno podjetno štartali v tekmo. Po napaki celjske obrambe je bil v priložnosti Čeh, ki je streljal dvakrat, drugič nevarno, ampak izkazal se je domači vratar Rozman. 19. minuta, še ena kombinacija za nogometaše iz Krškega. To je bila lepa akcija za goste, žoga tam na desno proti Mensaju, ki je zavrnil za Dangubiča, streljal, potem pa odbita žoga v mreži, kajti zadev je Haljeta in zatresel mrežo za 0-1. Tudi v Domžalah je Haljeta zadev za nogometaše iz Krškega, tokrat je premagal še Rozmana in popeljal Krško do prednosti. Tudi Celjani potem nevarni, priložnost za domače igralce. Lovre Čirjak je prišel do žoge, po dobre pol ure igre je streljal, ampak Zavakar je bil na pravem mestu. Še zadnja minuta prvega polčasa, priložnost za Grofe. Do odbite žoge je prišel Rahmanović in preizkusil svojo levico močno, ampak nekoliko premalo natančno za vratarja Zalokarja. Ostalo je pri 0-1. Potem pa velika nespretnost v obrambi Celja in napaka Travnarja, ki je igral z roko. To je bila 11-metrovka v zaključku prvega polčasa za nogometaše Krškega. K žogi je stopil Dangubič in bil tokrat natančen, 2-0 polčas za goste, premagan drugič Rozman in Krško je imelo izjemno lepo prednost v prvem polčasu. V drugem delu dolgo časa brez prave priložnosti, potem pa nekje na polovici drugega polčasa priložnost za Čirjaka. Strel za nogometaše Celja, nekoliko z leve, nekaj centimetrov mimo vrat je šel tale strel, ostala je pri rezultatu 0-2, še vedno visoka prednost za goste. No, napad za Grofe, že v naslednji akciji, že v naslednji minuti, podaja pred vrata, kjer je bil Dalibor Volaš, streljal, ampak Zavakar izvrstno iz gola in preprečil je znižanje tega zaostanka. Še napad tudi za nogometaše v zelenih dresih, do žoge je prišel Mensa, potegnil pred vrata Celja in streljal z levico, tokrat je zadev le zunanji del mreže. Še napad Krčanov, Mensa v še lepši situaciji, sam pred vrati, ampak brani Rozman, ostala je pri rezultatu 0-2, potem pa še strel in 11-metrovka. Na golovi črti so rešili domači igralci. Z roko je igral Matej Podlogar in bil tudi izključen, z igralcem manj so ostali Celjani. V žogi pa je stopil Filip Dangubič, to je bila izvrstna obramba Rozmana, ampak odbita žoga spet do Dangubiča, ki je povišal prednost na 0-3. S tem tudi odločil tekmo, kajti do konca je bilo le še 12 minut, Celjani pa so imeli 3 gole zaostanka in celo igralca manj. Domači niso obupali, prišli so do svoje priložnosti, tole je bil nevaren strel za domače, ampak obramba Zalokarja brez težav. In še tale situacija, prekršek pred vrati, 11-metrovka za nogometaše Celja. Izvrstna priložnost, vsaj začasni gol za domače Celjane. K žogi je stopil Dalibor Volaš in takole streljal močno, ampak izvrstna obramba Zalokarja, ki je danes zaklenil svoja vrata in Krško je imelo še vedno 3 gole prednosti. To je bilo še zadnje dejanje tekme, Celjani so tokrat razočarali, Krško je doseglo 3 gole za pomembne 3 točke na težkem gostovanju, na koncu Celje Krško končnih 0-3.
Dobro, suđenje ne bi komentirao. Sojenje ne bi komentiral, čestitam gostom za zmago, ki je bila zaslužena. Nismo bili pravi v igri, čeprav smo bili v igri do drugega gola. Poskušali smo narediti nekaj sprememb in imeli smo nekaj priložnosti za vrnitev v igro. Igrali smo dobro, imeli smo kontrolo, lahko bi zabili za 2-1 in se vrnili v igro. Danes je pač tako bilo, poklopilo se je proti nam, 11 metrovke proti nam, tudi rdeči karton nam ni šel na roko. Ampak iz tega se je treba nekaj naučiti, tak je nogomet, moramo narediti dobro analizo in seveda biti boljši v naslednjih tekmah. I penali protiv i crveni karton nisu išli na korist ekipi. Kažem još jedanput, moramo biti dostojanstveni u porazu, ne samo kad pobjeđuješ, niti smo poslije Radomlja bili najbolji na svijetu, niti smo danas najgori na svijetu. To je nogomet, moramo izvući pouke, moramo vidjeti gdje smo griješili, napraviti dobru analizu i da pokušamo biti još konkurentniji. Jaz bi čestitev fantom za dobro tekmo, za visoko zmago. Sigurno ni lahko tukaj dati 3 zadetkov pa zmagati. Čeprav tekma je bila težka do konca. Mislim, da smo tekmo dobro taktično in po pristopu odprli in verjetno nas je to nagradilo potem s temi goli, da smo zmagali in lahko smo danes zadovoljni.